Pogovor o. Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci ter gledalke in gledalci Radia Ognjišče. V oddaji Pogovor o bomo govorili o enem najbolj spornih infrastrukturnih projektov v Sloveniji. Gre za gradnjo kanala C0. Nekako se je ljubljanski župan Zoran Janković kar mimo vseh nekako povozil čisto vse in ta kanal mirno nadaljuje. V našem studiu lepo pozdravljam dva gosta, mestnega svetnika gospoda Aleša Primca in pa odvetnika gospoda Klemna Goloba. Pozdravljena, gospoda. Dober dan, lep pozdrav. Spoštovana, mogoče najprej, da nekako prebijemo ta led. Kaj vaju je do danes najbolj presenetilo v tej zgodbi? Mogoče gospod Aleš Primc, kar nekaj shodov je že za vami. Ja, hvala lepa za povabilo v oddajo. Jaz sem se začel s kanalom C0 ukvarjati intenzivno, potem ko sem postal mestni svetnik. In na nek način lahko rečem, da me je skoraj malo sram, da kot občan Ljubljane prej 10 let, ko se je ta zadeva že dogajala, nisem bil pozoren na ta res, kot ste rekli, kriminalen projekt. In razumem na nek način, zaradi tega tudi verjetno še danes večino Ljubljančank in Ljubljančanov, ki so na nek način brezbrižni do te res nevarne gradnje. Hkrati pa sem prepričan, da s tem delovanjem v zadnjih 3 letih, z osveščanjem ljudi, smo dosegli tudi bistveno večjo osveščenost, kot je bila pa pred 4 leti. Tako da se ob tej priložnosti res od srca zahvaljujem vsem, ki ste že 30krat prišli na shode za zaščito čiste pitne vode, ker prvič je ta udeležba vaša pomagala k večji osveščenosti Ljubljančank in Ljubljančanov, hkrati pa smo s tem tudi zaščitili čisto pitno vodo. Kot veste, Janković je takoj po volitvah 22. leta začel ponovno z gradnjo in napovedal zagon kanala C0 v nekaj mesecih. In jaz sem prepričan, ne želim seveda tukaj zmanjševati vloge gospoda odvetnika Goloba, ampak prepričan sem, če ne bi bilo tega javnega pritiska, katerega največja teža je bila prav na teh shodih, bi imeli danes vodo že zastrupljeno. Tako da še enkrat od srca hvala vsem, ki ste se udeleževali teh shodov. In naslednji je ta ponedeljek, se pravi 1. junija, ob 2:30, tako kot vedno pred ljubljanskim magistratom. Dobrodošli, to bo še prav poseben shod, ko bomo morda že vedeli sestavo bodoče vlade. Gospod Golob, v postopku glede kanala C0 zastopate del prizadetih občanov in lastnikov zemljišč. Kaj so danes po vašem največji pravni in vsebinski problemi tega projekta? Ja, hvala lepa za povabilo, tudi z moje strani in lep pozdrav tudi vsem poslušalcem in gledateljem. Zdaj, zelo dobro vprašanje, marsikaj, ne vem, če je ta oddaja dovolj dolga, da vse naštejemo, se hecam, ampak a veste, kaj je mene, mogoče sem vrnil na tisto prejšnje vprašanje, ki se mi zdi, da je povezano, Mene je najbolj zaskrbelo, najbolj me je motilo, najbolj me moti še vedno, da so bile vse te upravne odločbe, s katerimi se je ta gradnja na tak ali drugačen način dovoljevala sprejete s tako peresno lahkoto, tako hitro, vse je šlo brez težav, čez neke presoje take in drugačne, čeprav recimo vemo za tisto najbolj ključno iz leta 2016 je bila v pišlih 7 dneh, vmes je bil vikend, tako da to je mene kot odvetnika, kot del pravosodja, odvetniki smo del pravosodja in kot državljana zelo moti, ker gre za izjemno sporen projekt, gre po mojem mnenju za najbolj nevaren projekt lahko rečem v zgodovini Mestne občine Ljubljana, in je bil sprejet, zgrajen, narejen s tako peresno lahkoto. Jaz sem vesel in s tem se strinjam z Alešem, da je javna obravnava tega primera tudi skupaj seveda s temi pravnimi sredstvi, ki smo jih podvzeli, privedla do tega, da je ta skrivnost, bi temu rekel, postala javno znana vsem, in vsi vemo, da zelo preprosto, da ta kanalizacija ob pitni vodi nima kaj iskati, in to je tisto, kar je bistvo, in to res brez tega skupaj tega ne bi, če ne bi bilo vse skupaj sprovedeno tako, kot je bilo, tega ne bi mogli dejansko doseči, kar smo danes dosegali. Gospod Golob, večkrat ste opozorili na vprašanje okoljevarstvenih dovoljenj in zaščite pitne vode. Kje menite, da so bile pri projektu storjene največje napake? Prva najpomembnejša napaka, če lahko temu rečem,
procesno gledano pravno, je bila pri sprejemu sklepa ARSO iz leta 2016. To je ta sklep, ki dejansko daje zeleno luč in je dal zeleno luč vsem ostalim kasnejšim dovoljenjem, gradbenim dovoljenjem, ostalim posegom in tako naprej. In ta sklep je dovoljeval, oziroma je ugotavljal, ocenil, odločil, da za tak projekt ni potrebna presoja vplivov na okolje. In ta sklep je v bistvu najpomembnejši in zoper ta sklep smo tekom postopkov v letu 2000, mislim, da bilo 21 ali 22, uspeli s pomočjo Vrhovnega sodišča vložiti pritožbo. In s tem se je začela ta zgodba, ki se je zgradila okrog kanala C0 s strani državnih organov po investitorju Mestne občine Ljubljana rušiti. Takrat se je začelo in seveda tudi javna obravnava, medijska obravnava, vse gre v to smer in se odvija v to smer, da bodo ta upravna dovoljenja slej ko prej izničena in, bom rekel zelo preprosto, jih bomo spravili s sveta. Tako da to je tisto, kar je bilo ključna napaka, ki je dala zeleno luč vsem ostalim. Gospod Aleš Primc, na sejah ljubljanskega mestnega sveta pogosto opozarjate na odnos župana Zorana Jankovića do vprašanj o kanalu C0. Kako bi opisali njegovo komunikacijo, pa tudi odzive na kritiko? Videli smo lahko v preteklosti tudi, ko je zasedala preiskovalna komisija o kanalu C0 v prejšnjem mandatu Državnega zbora, ki jo je vodila poslanka SDS Anja Bah Žibert, ta aroganca, nastopaštvo, kako vi vse skupaj doživljate? Gotovo ni lahko sedeti v mestnem svetu. Jaz bi rekel, najprej se zahvaljujem vsem, ki so me volili v mestni svet, ker so mi s tem omogočili en vpogled v delovanje Mestne občine Ljubljana in pa v škodljivo delovanje Zorana Jankovića. Morate vedeti, da Zoran Janković Mestno občino Ljubljana obvladuje že 20 let z trdo roko, kjer pravzaprav ne obstaja možnost, da je karkoli sprejeto drugače, kot si on zamisli. Zato, ker je, kot rečeno, 20 let župan in 20 let ima zelo močno večino v mestnem svetu in lahko dela karkoli hoče. In ne posluša nikogar, ne posluša strokovnjakov, ne posluša zdravnikov, ne posluša nikogar. Enostavno v mestnem svetu ima glasovalni stroj svetnic in svetnikov, za katere imam dostikrat občutek, da jih pravzaprav ne zanima popolnoma nič drugega, kot samo to, da se ne bodo zmotili pri glasovanju in Janković pri mnogih glasovanjih, ker ni siguren, da dobro spremlja, da niso vmes že zaspali, pove, kako morajo glasovati. Se pravi, tukaj ne moramo reči, da je mestni svet kakršenkoli prostor, kjer se iščejo dobre rešitve, ne moramo reči, kar je še hujše, da je mestni svet prostor, kjer se lahko nadzira delo Zorana Jankovića. Se pravi, mestni svet je zgolj in samo glasovalni stroj, kjer imam občutek, da Jankovićevi svetniki, njegove večine, ves čas razmišljajo samo to, kako bilo zadeve čim prej konc, da grejo na večerjo, ki jo Janković vsakič, oziroma za našim denarjem časti in jih imajo praktično od prve minute seje do zadnje pred očmi samo tisto večerjo in da bi se zadeva čim prej končala. Zato tudi ne razpravljajo, ne polemizirajo, praktično se ne oglašajo, samo glasujejo. To je ena zadeva. Se pravi, ta mestni svet je zgolj in samo glasovalni stroj Zorana Jankovića, da lahko dela, kar hoče. Bi pa mogoče rekel, da kar se tiče kanala C0, je, kot je rekel že odvetnik Golob, okoljska katastrofa. Hkrati pa je kanal C0, to sem trdno prepričan, tudi zgodba največje korupcije v Sloveniji. Jaz ne verjamem, da je mogoče, da bi imeli v celotni vertikali, od Direkcije za vodo, ki je izdala prvo vodno soglasje, do Ministrstva za naravne vire in prostor, ki je zavrnilo pritožbo zoper zadnje gradbeno dovoljenje, da so sami nestrokovni, nesposobni uradnice in uradniki. Ni res. Jaz sem prepričan, da velika večina teh uradnic in uradnikov natančno ve, da to, kar so naredili, ni bilo prav, ampak so pod pritiskom Jankovićevih groženj, njegovih podkupnin, njegovih obljub, njegovih uslug, naredili zavestno v nasprotju z zakonom. Poglejte, mi imamo velik del kanala C0, ki poteka po najstrožjem vodovarstvenem območju, ki poteka nad zbirališči pitne vode. Si predstavljate, da imate
vodnjak, odkoder zajemate vodo, in na ta vodnjak speljete kanalizacijske cevi, niti ne svoje, ampak sosedove. Noben normalen človek tega ne naredi. Se pravi, mi imamo zakonodajo, ki je namenjena ščitenju čiste pitne vode, ki je namenjena temu, da se ne bi zgodila situacija, da bi katerokoli območje v Sloveniji ostalo brez pitne vode v vodovodnih pipah. Ampak, kot rečeno, ko gre pa za vodo, ki jo uporablja vsak dan 400,000 ljudi, so vse inštitucije zadolžene za varovanje čiste pitne vode šle in odobrile projekt, ki jo radikalno ogroža. Se pravi, gre za korupcijo in za ogrožanje okolja. In jaz sem prepričan, da tudi potem, ko bo ta projekt padel, dokončno padel na sodišču, bo potrebno poiskati vse inštitucije, ki so odpovedale, in narediti prave ukrepe za to, da se to ne bi več zgodilo. Ker jaz mislim, da morajo uradnice in uradniki natančno vedeti, da morajo delovati po zakonu, se pravi, da njihov zakon ni volja Zorana Jankovića ali pa kogarkoli drugega, ampak da je njihova prva naloga in edina naloga, pravzaprav, ki jo imajo, delovati v skladu z zakoni. In žal je v 20 letih Jankovićeve strahovlade v Ljubljani prišlo do tega, da so mnogi uradnice in uradniki ugotovili, da jim je lažje povoziti zakon, kot pa ne spoštovati volje zakona. Se pravi, oni hočejo ustreči Zoranu Jankoviću, kljub temu, da vedo, da kršijo zakon. In to ni prav. Gospod Golob, gospod Primc je govoril o korupciji, prav tako je govoril o odpovedi državnih institucij, predvsem nadzornih, tiste, ki bi morali inšpekcijske tukaj biti v ospredju, pa jih nekako nismo videli. Ja, zdaj jaz bom to z ene druge strani osvetlil in to je res, bom rekel, kar zaskrbljujoče. Jaz sem zdaj približno 15-16 let se ukvarjam aktivno v odvetništvu in jaz kaj takega, verjemite mi, kaj takega še nisem doživel. Mi smo na vsakem koraku, ob vsaki pritožbi, ob vsaki zahtevi smo naleteli na zaviranje, na overo, na vse možno, kar si noben niti predstavljati ne more. Mi smo, ko smo vložili pritožbo zoper ta ključen sklep Arsa iz leta 2016 glede presoje vpliv na okolje, je bila pritožba enkrat zavržena, drugič zavržena, zdaj smo na sodišču. Prišlo je celo do tega, da je zadnjo odločitev o tej pritožbi sprejela Vlada Republike Slovenije. Jaz kaj takega še nisem doživel, da je Vlada, se ima to pravico, to možnost ima, ne? Kot nadrejeni nadzorstveni, recimo organ Ministrstva za naravne vire in prostor in pa MOPE tudi, ampak da je Vlada prevzela to odločanje o tem, odločitev in spet to pritožbo zavrgla. Torej, mi karkoli naredimo, ali je nekaj zavrnjeno, ali je zavrženo, in kar je ključno, Aleš povedal, predvsem na ministrstvu, konkretno v tem zadnjem postopku, glede zadnjega gradbenega dovoljenja, to je Ministrstvo za naravne vire in prostor, veste, to je tisto ministrstvo, ki je, Aleš je bil zraven v postopku obravnave gradnje garaž pod tržnico, je meni tista uradna oseba, ki je vodila postopek, rekla, da ne zaprem usta, oni so nam dovolili samo 20 minut, da podajamo svoje izjave glede te tudi spornega projekta, prirejali so zapisnike na način, da niso pisali tisto, kar je bilo rečeno, da so brisali zapisnika. Veste, to je to ministrstvo, ki je tudi v tem postopku C0 zavrnilo naše pritožbe. Veste, in proti takmu se seveda težko boriš, tukaj ne gre, jaz se strinjam, jaz verjamem, da večina uradnikov so strokovni, so sposobni in tukaj gotovo je nekaj drugega v ozadju, mene ne bo nihče kaj drugega prepričal. Hvala Bogu, ko pridemo na sodišče, sem že večkrat javno pojasnil, imamo vrhunske sodnike in hvala Bogu, v tem trenutku nas slišijo, razumejo in dejansko z njihovimi odločitvami na upravnem sodišču smo
ta trenutek tukaj, kjer smo, v posledici česar sem tudi zdajle pred kratkim vložil tožbo za odstranitev enega dela tega kanala. Tako da, ja, to je izjemno zaskrbljujoče in to bo potrebno urediti in nekdo bo moral za to odgovarjati. Župan je govoril, da bomo do konca aprila dobili kanal C0, da bo dobil dovoljenje, da bo začel delovati. Sedaj se je to ustavilo, seveda? Zelo težko, ne. Ta kanal ne bo začel delovati, še dolgo časa ne. Morate vedeti, da je zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja bila vložena leta 2024 in zelo nenavadno je, da do danes tega uporabnega dovoljenja ni. Ni ga pa zato, ker ta objekt kot tak ni, kako bi rekel, zelo preprosto, ni zmožen, ni sposoben, ni primeren za uporabo. V kanalu je že neka voda, že nesnaga, kamenje, pesek, veste, v enem delu je kanal zamašen, lejte. To je skropucalo, lejte, skropucalo za drekovod na najstrožjem vodovarstvenem območju, pa kje smo, lejte, kje smo? Gospod Golob, mogoče ob tem vprašanje, pričakovali bi, da bi se morebiti pravna stroka bolj oglasila, tudi da nimo posamezne organizacije, nekaj je bilo tega glasu, ampak relativno malo. Ja, ne vem, če imam odgovor na to vprašanje oziroma na to trditev. Ja, drži, točno to je. Jaz sem vesel, da v tem, bom rekel, boju nisem sam. Res pa sem, da sem tako rekoč v tem trenutku v zadnjih letih edini odvetnik, ki se borim za to. In tako, kot sem rekel, sem vesel, da nisem sam, da imamo to ožjo ekipo, vključno z Alešem, ki se borimo, bom rekel, vsakodnevno, vsakotedensko, vsakomesečno se ukvarjamo s tem in se borimo proti temu. Gospod Primc. No, jaz mislim, da od gospoda odvetnika moramo razumeti, da on ne more uporabljati ostrih besed, vendarle ga veže tudi odvetniška etika, jaz pa lahko. Ne? Jaz sem trdno prepričan, da vse te stvari, ki so se dogajale v zvezi s kanalom C0, ne bi bile možne, če ne bi Zoran Janković deloval tako koruptivno in če ne bi imel svojega omrežja razpredenega po celotni slovenski državni upravi, tam, kjer je njemu pomembno. Se pravi, povsod tam, kjer je pomembno, da on lahko gradi. Ker moramo vedeti, kot ste lahko slišali v posnetkih dveh njegovih sodelov, ki ga poznata od blizu, ki sodelujete z njim, on zahteva za vsako zadevo 10%. In največ krat teh 10% sem prepričan, pobere od velikih gradbenih projektov, ker vedeti moramo, večji, ko je projekt, več je 10%. Ne? In žal so državne inštitucije, občinske inštitucije, upravna enota, inšpekcije v celoti podrejene, žal v Sloveniji in še tudi v Ljubljani posebej še, Zoranu Jankoviću, ne pa zakonu. To je najbolj noro. Jaz sem tudi državni uradnik in jaz vem, da pravzaprav jaz kot državni uradnik, je zelo zanimivo, to moramo vedeti, državni uradniki ne smemo narediti ničesar, kar ni zapisano v zakonu. To je razlika med državnim uradnikom ali pa enim privatnikom, recimo gospodarstvenikom. Se pravi, gospodarstvenik ne sme narediti ničesar, kar je v nasprotju z zakonom, se pravi, lahko naredi vse, razen tisto, kar je v nasprotju z zakonom. Jaz kot državni uradnik imam pa strogo predpisano, da lahko naredim samo tisto, kar je v skladu z zakonom in so moje pristojnosti. In jaz sem trdno prepričan, da vsi ti uradnice in uradniki, ki so sodelovali v teh postopkih, natančno poznajo svoje delovno področje in zakonske podlage, na podlagi katerih morajo delovati. Ni naključja tukaj, da so vse inštitucije odpovedale. Odpovedale so pa samo zato, ker jih je Zoran Janković s svojim omrežjem ljudi omrežil in zdiktiral, kaj morajo narediti. Zato, da on svoje interese zagotavlja. Tako da jaz si želim, da bi Ljubljančanke in Ljubljančani ugotovili, kako škodljivo je to za Ljubljano, da imamo Zorana Jankovića že 20 let za župana in da bodo na teh volitvah, ki sledijo 15. novembra, naredili to veliko spremembo odstranitve Zorana Jankovića z mesta ljubljanskega župana.
Na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Pogovor o, v njem gostimo Aleša Primca in pa odvetnika Klemna Goloba, govorimo pa v kanalu C0. Gospod Golob, slišali smo sedaj gospoda Primca, ki je spomnil na gospoda 10% in to sta govorili dve nekdanja ministrica za pravosodje in pa odvetnica. Kako bi morali zazvoniti alarmi v pristojnih inštitucijah ob takšnih zadevah? Konec koncev ste tudi odvetnik in si po moje kaj takšnega ne bi privoščili. Tako bom rekel, gotovo ne tako, kot so, oziroma če so sploh. A ne? Ja, meni je kar heca, ne. Moram na tak način povedati, ne morem drugače, ne, da se v bistvu, ko so ven prišli ti posnetki, ne, da se dejansko vsi, bom rekel, ta medijski prostor, a ne, ukvarja s tem, kdo naj bi te posnetke pridobil in jih ven dal, ne pa za vsebino. Lejte, vsebina, to, kar je bilo slišati, a ne, je dejansko to, o čemer midva zdajle ta trenutek govoriva, a ne, to je to. In, a veste, pred nekaj časa je bila razkrita tudi zahteva za uvedbo preiskave v kazenskem postopku glede tistih prisluhov na upravni enoti v Ljubljani. A veste, tisti prisluhi, kakor sem poslušal po medijih, kakor je bilo možno razbrati, a veste, ti posluhi so kar jasni, a ne. Ve se, kaj kdo je rekel, kako je rekel in tako naprej. Tako da to je to, lejte, to je to, o čemer oba ta trenutek tukaj govoriva, ne, in temu je treba narediti konec. To se ne sme dogajati, veste, jaz se samo sprašujem, koliko je še tega. A je to zdaj samo to, je še kaj drugega, veste, jaz, hvala Bogu, sem v teh pravnih postopkih udeležen v dosti velikih, pomembnih postopkih, kaj pa še kaj ostalo, kaj pa ostali postopki, a veste, jaz verjamem, da ni to, da je to samo en del tega, ne, je pa res, da, hvala Bogu, je prišlo do tega, do česar je prišlo in smo tukaj, kjer je to dejansko javnosti znano, obelodanjeno, vemo, kaj se dogaja, vidimo, kaj se dogaja, zdaj pa samo stvar ljudi, občanov, državljanov, kako bodo to razumeli. Lejte, jaz ne morem tega drugače razumeti, kot se predstavlja. Žal. Jaz bi šel še dlje od tistega, kar sem prej povedal. Bom povedal en pogovor, ki sem ga imel z enim človekom, ki deluje v državni upravi na tem okoljskem področju, ne? In sem mu rekel, poslušaj, kako je možno, da odpovejo vse inštitucije, kako je možno, da so čisto vsi šli narediti tisto, kar je Janković od njih hotel. Veste, kaj mi je rekel? Aleš, moraš razumeti, ljudje imajo družine, ljudje imajo kredite. Če se zamerijo Zoranu Jankoviću, bodo imeli probleme in bodo težko preživeli. Če kršijo zakon, pa vejo, da se jim ne bo nič zgodilo. Viš, to je problem Slovenije in slovenske državne uprave za časa, ko ima Janković tako veliko moč. In to je treba končati. In dokler bo Zoran Janković župan Ljubljane, dokler bo njegovo omrežje obvladovalo vse ključne vzvode, ki jih on potrebuje, zato da lahko kasira tistih 10%, čeprav zdaj slišim, da je teh 10% celo premalo, ne, da grejo procenti še višje, ne. Toliko časa bo on teroriziral Ljubljano in Slovenijo. Zato je res nujno, da na teh županskih, lokalnih volitvah, ki bodo 15. novembra, naredimo prelom z Zoranom Jankovićem, prelom z koruptivnimi praksami, prelom z krajo denarja, ki jo izvaja Zoran Janković, in ves denar usmerimo v nujne projekte, ki jih Ljubljana rabi. In kot veste, mi imamo katastrofalen promet v Ljubljani, mi imamo katastrofalne probleme z parkiranjem v Ljubljani, mi imamo katastrofalen problem z stanovanji v Ljubljani. Praktično naši mladi sploh več ne morejo privoščiti živeti v Ljubljani, ker je to postalo z vidika stanovanja prevelik strošek, ne. Konec koncev, poglejte, mi imamo ogromno starejših blokov, ki nimajo dvigal. Ne? In ljudje iz dneva v dan trpijo, razmišljajo, a bom šel ven ali ne bom šel ven, zato ker nimajo dvigal. Se pravi, ves ta denar obstaja v Ljubljani in je možno vse te stvari urediti, samo če ne bo Jankovićeve korupcije. Gospod Aleš Primc, ves čas že gradnje tega kanala spremljamo tudi nasilje, ki ga ni bilo malo v tem času, kar nekaj je bilo poškodovanih strani varnostnikov in podobno. Jaz mislim, da ste uporabili preblago besedo. Ni šlo za nasilje, ampak je šlo za poskuse umora. Mi moramo vedeti, da tako pri gradnji kanala leta 2022, kot zdajle leta 2026, je prišlo
do takih udarcev, ki bi lahko bili smrtni. In tukaj se lahko zahvalimo samo božji previdnosti, da pretepeni lastniki zemljišč niso podlegli poškodbam. Ampak da povem, kakšen je recimo epilog zgodbe iz leta 2022, se pravi iz leta 2022, ko je bil izveden poskus umora 3 lastnikov zemljišč. Se pravi poskus umora 3 lastnikov zemljišč, je sodišče, veste kaj je izvedlo pred nekaj dnevi? Poskus prepoznave enega od storilcev. Se pravi, v 4 letih so prišli do tega, da so osumljenca privedli pred žrtve, da so ga ti prepoznali. 4 leta je to trajalo. Se pravi, v 4 letih je ta človek lahko delal karkoli je hotel in je v resnici delal karkoli je hotel. Leta 26, se pravi 27. marca, je ta ista oseba, ki je obtožena 3 poskusov umora na trasi kanala C0 leta 22, spet poskušala umoriti 2 lastnika zemljišč. Se pravi, še enkrat več se je pokazalo, zločin, ki se ne kaznuje, se ponavlja. In jaz moram reči, da sem zgrožen na tem, posebej zato, ker sta zdaj ta 2 lastnika zemljišč, ki sta bila nazadnje pretepena, del naše ekipe, sta naša prijatelja, ne? In ko sem se zavedal, da bi ta 2 človeka bila lahko mrtva zato, ker sta se borila za vodo, ki jo vsak dan pije 400.000 ljudi, sem se odločil, da bom tudi o teh poskusih umora govoril zelo, zelo odkrito in se tudi izpostavil, kljub temu, da mogoče tudi tvegam svojo lastno varnost. Ampak tem poskusom umora varnostnih služb je treba narediti konec. Varnostne službe niso tukaj zato, da bodo ustrahovale poštene državljanke in državljane, občanke in občane, ampak so tukaj zato, da bodo varovale. Koga so pa oni varovali? Nikogar niso varovali. Oni so poskušali umoriti. Gospod Klemen Golob, ali vas je ta brutalnost kot odvetnika presenetila? Ste se že srečali, morebiti? Ja, seveda se srečaš. Ne? Absolutno se srečaš, nažalost. Nažalost sem se s tem že srečal. Tako da nekako, tako iskreno moram povedati, da ker nisem bil presenečen, da sta bila napadena. Jaz sem kar pričakoval, takrat, ko je do tega prišlo, to se nenavadno sliši, ampak nisem bil presenečen, ker v bistvu mislim, da je to od leta 2022 dalje, ko je bila prva ta večja javno razkritje te gradnje takrat, je prišlo ne samo do nasilja s strani varnostne službe, ampak tudi s strani policije. A veste, torej, lastniki, ko so videli, da je na njihovih zemljiščih neka oseba, ki nima tam kaj iskati, ker predstavljate si, da pridete domov pred svojo hišo, če imate recimo hišo, dvorišče, pa je tam ograja, predstojniki v občini rečejo, da mi bomo tukaj nekaj naredili, nimaš kaj tukaj iskati, gledaš, zakaj, kako, šti po mojem, jaz bi šel domov, to je moje, nimaš kaj iskati, potem pa pretepejo. Ja, to spominja na neke druge čase, pa ne vem, če samo na tiste iz preteklega obdobja, ampak še kar nekaj časa nazaj. Tako da smo padli globoko. In da je tukaj posredi še nasilje tudi s strani policije, ki je bilo dokazano in skazano. Potem veste, kako trdo kožo smo morali imeti in smo jo pridobili v vsem tem času. Res se izpostavljamo na vse možne načine in mogoče tudi s to javno obravnavo, z javno predstavitvijo tega, mogoče s tem dosegamo tudi eno stopnjo varnosti. Gospod Golob, mogoče še, kaj lahko danes sploh še ustavi ali bistveno spremeni projekt Kanal C0? Govorimo o domačih institucijah, evropskih organih morebiti? Ja, tako kot sem že prej rekel, zadeve so zdaj na sodiščih. Jaz sem prepričan, da bodo na sodiščih sprejete odločitve, ki bodo pravilne, do sedaj so bile pravilne, bom rekel tudi pravične z tega vidika. Tako da jaz samo zelo preprosto rečeno odštevam, kdaj bo šel ta kanal ven. In gremo v to smer in bo šel ven. Gospod Primc. Jaz bi ob tej priložnosti, prej sem se zahvalil vsem, ki so hodili na shode, izkoristil priložnost in se zahvalil odvetniku Golobu za njegovo izjemno strokovno podporo in pa pogum, ki ga moraš imeti. Morate vedeti, da tako kot
sem prej govoril za uradnice in uradnike na ministrstvih, da jim je lažje izvrševati ukaze Zorana Jankovića kot spoštovati zakone, bi bilo tudi njemu gotovo zaradi njegovega posla lažje iti po Jankovićevi poti, kot pa iti po poti zakonov pravičnosti in pa zaščite čiste pitne vode. 100%. Zato ni naključje, da je pravzaprav, kot je prej rekel, edini odvetnik, ki se sploh upa boriti na tem področju. Tako da, gospod Golob, hvala lepa za to vaše res strokovno, pokončno, pogumno delovanje in jaz upam, no, da kljub temu, da vam ne moramo plačati z denarjem vsega tega, kar ste naredili, da boste dobili drugače povrnjeno to vaše res nesebično delo. Potem moramo reči, da seveda vsega tega uspeha, ki ga imamo, ne bi moglo biti brez izjemno velike strokovne podpore. Se pravi, mi nimamo samo vrhunskega odvetnika, ki predano opravlja svoje delo, ampak imamo tudi kopico strokovnjakov, gradbene stroke, geološke stroke, hidrogeološke stroke, hidravlične stroke, ne? Se pravi, največje vrhunske strokovnjake v Sloveniji boljših ni, ki so na naši strani. Žal se mnogi ne upajo izpostaviti, ampak s svojimi dragocenimi, neprecenljivimi nasveti strokovno suportirajo odvetnika, tako da so naše pritožbe, naše tožbe tudi strokovno tako dobro utemeljene, da jih sodišče, ne, če hoče delovati v skladu z zakoni, ne more zavrniti. Tako da jaz bi šel še dlje, jaz imam občutek, no, da ne samo, da smo začasno uspeli ustaviti ta nevaren, nezakonit, protiustaven drekovod, ampak da smo ga uspeli že tudi trajno. In sicer zakaj? Sedaj morate vedeti, vsi, ki zdaj odločajo v postopkih, vedo, da so zadnji, ki odločajo. Če so se mogoče lahko na začetku na direkciji za vode, pa na Arso, še malo tolažili svojo vest in tako naprej, pa so rekli, se mogoče bodo pa kje kasneje ustavili, pa mogoče zadeva ne bo šlo skozi, se bo že kdo nekje najdel, ki bo to zadevo ustavil, pa upravna enota, pa pritožbeni organi in tako naprej. Sodniki sedaj vejo. Če je zadevo potrdim, bo šla zadeva v zagon. In jaz sem trdno prepričan, da ti sodniki, ki sedaj odločajo, nočejo prevzeti odgovornosti za zastrupitev in potencialno ogroženo zdravje in življenje 400.000 ljudi. Se pravi, ti, ki sedaj odločajo na koncu. Na koncu za njimi ni nikogar več. In to mislim, da je ena olajševalna okoliščina in jaz si res ne znam predstavljati razumnega sodnika, ki bo sprejel odločitev, ki bo povzročila zastrupitev, zdaj pa hude zdravstvene težave ali pa tudi smrti za 400.000 ljudi. In še nekaj moramo vedeti. V primeru, da bi se to zgodilo, ne, jaz sem trdno prepričan, da se ne bo, ampak če bi se to zgodilo, bi razpadel tudi celoten slovenski zdravstveni sistem. Se pravi, Kanal C0 ni problem samo Ljubljane, daleč od tega. Vedeti moramo, da v Ljubljano vsak dan pride 120, 130, 40.000 po različnih ocenah ljudi, ki to vodo tudi uporabljajo. Ampak bi imeli hude težave tudi zato, ker bi bil slovenski zdravstveni sistem na kolenih, ker bi seveda od teh 400.000 bilo zastrupljenih tudi velika večina zdravnic in zdravnikov, ki delajo v slovenskem zdravstvu. Tako da jaz sem prepričan, da smo Kanal C0 uspešno ustavili, da je potrebno do konca seveda izvesti vse ustrezne postopke, da moramo seveda biti pozorni, da ne bi še kje se najdel kakšen uradnik, ki bi zadevo poneveril. Bo pa seveda potrebno potem iskati rešitve za naprej. In ključna stvar, ki mislim, da je sedaj je, da povemo, Kanal C0 mora iti ven. Zakaj? Zato, da ne bi kdaj še komu prišlo na misel, da lahko ta kanal uporabi. Se pravi, to je prva zadeva. Kanal C0 mora iti ven tako, da se bo ohranil biološki filter, ki čisti vodo. Zakaj? Zato, ker ne smemo zaradi tega gradbenega posega ogroziti vode. Se pravi, ta voda je bila že ogrožena s tem, ko je bil ta kanal noter ustavljen. Sedaj je potrebno narediti zadeve, ko se bo vračalo v prvotno stanje, povsem zakonito. Predvsem pa je potrebno najti rešitve za to, da se ta evropski denar, ki je bil počrpan,
ohrani. Se pravi, da ne bi prišlo do vračanja. Obstajajo strokovne rešitve, ki jih je potrebno nemudoma izvesti. In jaz pravzaprav, poglejte, če boste šli gledati moje nastope v mestnem svetu, od samega začetka naprej pozivam Zorana Jankovića, da stopimo skupaj. On, vlada, opozicija v mestnem svetu in opozicija na državnem nivoju in najdemo skupne rešitve, s katerimi bomo prepričali Evropsko unijo, da ne pride do vračanja denarja, kljub temu, da kanal C0 ne bo deloval, zato ker bomo našli strokovno rešitev za doseganje istih ciljev brez uničenja Ljubljanske vode. Žal Zoran Janković v 4 letih ni bil pripravljen na noben dialog, s katerim bi lahko že pred 3-4 leti našli rešitev, s katero bi ne zastrupili vode in izpolnili vse cilje evropskega projekta. Tako da, če bi slučajno prišlo do kakršnega koli vračanja, je za to v celoti odgovoren Zoran Janković in jaz bom tudi zahteval in sprožil vse ustrezne postopke, da bo škodo povrnil iz lastnega žepa. Zato, ker jo je zakrivil in ni hotel v 4 letih poslušati popolnoma nobenega predloga, kako se naj ta zadeva reši. Gospod Primc je govoril o ljudeh, ki so tudi v ozadju in ne želijo priti tako v ospredje, predvsem glasno govoriti, gospod odvetnik Klemen Golob, pa vseeno bi pričakovali, da bi glede na težave, ki so se sedaj nakopičile pri kanalu C0, prišlo do kakšne javne obravnave, kakšnega javnega posveta na to temo, oziroma tudi s pomočjo strokovnjakov, pravnikov in podobno. Ponavadi se posamezniki že oglašajo, ampak pričakovali bi glede na polemike, ki smo jim bili priča v teh letih, tudi nasilju in podobno, da bi več se govorilo o tem. Ja, gotovo se premalo, oziroma zelo malo se govori, kolikor se pride do nekih takih dogodkov ali pa odločitev, takrat se to govori. Jaz mislim, da ja, to bi bilo potrebno, ampak mislim, da bo ta pogovor tekel v kontekstu, kot ga je zdajle predstavil gospod Primc. Torej, ko se bo ta zadeva dokončno rešila, ko bo dokončno jasno, da mora ta kanal C0 ven in ko se bo dejansko odločalo in skušalo prepričati Evropo, da se ta denarna sredstva ne vračajo. Jaz mislim, da bo takrat ta strokovna polemika, kar bo seveda prepozno za to, kar imamo sedaj, ampak mislim, da bo to edino takrat, ko bo to do tega prišlo. Ta trenutek, veste, morate vedeti, da z nekega vidika je pravno gledano, so sprejete neke upravne odločbe, katere morajo biti še odpravljene. Še vedno so. Mi počasi korakamo v pravo smer in korakamo v smer, kjer ni druge rešitve kot to, da tega kanala C0 ne bo. Ampak so koraki postopni in ko bo prišlo do tega, se bojim, da bo prepozno in to bo takrat, ko bo tudi postalo vprašanje glede vračanja sredstev zelo aktualno. Tako da bojim se, da neka taka strokovna obravnava bi bila izjemno koristna, ampak ne vem, če bomo našli prostor. Če bi do tega prišlo. Ja. No, jaz bi dodal samo še to, da je ta veliki evropski projekt bil sestavljen iz 3 delov. Ena je bila čistilna naprava v Zalogu, drugi je bil kanal C0, tretji, največji del, pa je bila izgradnja kanalizacije po ljubljanskih ulicah. In vedeti moramo, da je Zoran Janković v času, ko je bil s projektom določen, da so zgrajene kanalizacijske cevi po ljubljanskih ulicah, zgradil samo polovico teh cevi, kljub temu, da temu ni nihče nasprotoval. In je pravzaprav iz tega finančnega vidika največja kršitev tega velikega evropskega projekta to, da on ni zgradil nujno potrebnih kanalizacijskih cevi po ljubljanskih ulicah, ki jih ni, čemur ni nihče nasprotoval. Zato, ker je ves čas vse svoje sile usmerjal v to, da bi z kanalom C0 zastrupil ljubljansko vodo. Tako da vedeti moramo, da ima Zoran Janković bistveno več problemov, kot je samo kanal C0, samo znotraj tega velikega evropskega projekta. Bi pa samo še eno stvar rekel zdaj ob koncu, da zdaj, ko pričakujemo z velikim upanjem novo vlado, z spremembami tudi na tem področju, kar se tiče kanala C0, kot vemo, je celo v koalicijski pogodbi zapisano, da vlada obljublja celovito revizijo projekta kanala C0, da moram pa reči, da sem jaz proti temu, da bi se kanal C0 zaustavil
oziroma dokončno končal po politični plati, se pravi z sklepom vlade ali pa z sklepom državnega zbora, ki bi enostavno dokončno prestekal ta kanal C0. Zakaj? Jaz mislim, da mora stroka opraviti svoje delo. Se pravi, da je potrebno, da pristojne inštitucije v skladu z zakonom opravijo svoje delo in to bo seveda potem pomenilo tudi možnost iskanja odgovornih in odgovornosti za storjene napake. V primeru pa, da bi zdaj vlada na svoji prvi seji, dokončno sprejela sklep o dokončni zaustavitvi kanala C0, potem bodo rekli, ja, seveda, politika je odločila. Ne sme odločiti politika. Jaz mislim, zaradi verodostojnosti slovenske državne uprave, zaradi verodostojnosti slovenske stroke in ne samo pravne, ampak tudi predvsem te gradbene stroke, je nujno potrebno, da pristojne inštitucije po strokovni plati ustavijo ta nezaslišan, nevaren kanal C0, ki bi lahko zastrupil več kot 400,000 ljudi, ki to vodo vsak dan uporabljajo. Gotovo se s tem strinjate. Ja, in to pomeni, se strinjajo, v celoti se strinjajo, in to pomeni dejansko ob vsem tem tudi to, da ne bo obstajal noben akt, noben dokument, ki bi tako gradnjo dovoljeval. Torej, vsa gradbena dovoljenja, vsa taka in drugačna dovoljenja morajo biti odpravljena, jih ne sme biti več. Torej, zgolj odločitev politike ne bo dovolj. Mora priti do tega, da mogoče naslednja politična opcija ali drugačno misleča politična opcija ne bo tega ponovno zagnala. In to je pomembno. No, in v tem smislu, zdaj sem prepričan, nas gleda in posluša velika večina ljudi, ki niso iz Ljubljane. To je pa to, kar sem zdaj na zadnje povedal, se pravi, da bomo vrnili verodostojnost slovenski državni upravi in pa stroki, je pa pomembno za celo Slovenijo, ker bo to pomenilo, da se bo na ravni cele Slovenije po zaključku kanala C0, strokovnem zaključku kanala C0, bistveno bolj ščitila voda kjerkoli po Sloveniji, ker bodo vsi državni uradnice in uradniki, vsi strokovnjaki natančno vedeli, kaj sledi, če bodo delali tako, kot se je delalo v primeru kanala C0. Se pravi, kanal C0, ki je bil do zdaj zgled korupcije in kršenja vseh okoljskih predpisov, mora v svojem zaključku postati zgled, kako bodo od zdaj naprej delali vse uradnice in uradniki, strokovnjaki, ker bodo vedeli, kaj se je zgodilo tem, ki so poskušali uničiti čisto pitno vodo po nareku Zorana Jankovića. Tako da jaz upam, da bomo pri tem kanalu C0, tako kot lahko vedno rečemo, vsaka slaba stvar ima tudi kakšno dobro stvar, da bo zaključek kanala C0, se pravi te zgodbe, te sage, pomenil dobro stvar za to, da nikomur več ne bo prišlo na misel, da bi delal to, kar se je delalo v postopkih v zvezi s kanalom C0. Gospod Aleš Primc, mogoče bi rad še vaš komentar na dve zadevi kot mestnega svetnika glede referenduma o parkiriščih. Jutri se izteče rok za zbiranje podpisov, prav tako pa gradnja tržnice oziroma garažne hiše pod ljubljansko tržnico. Nekako se zdi, da župan gre svojim tempom naprej, mimo vsega. Za svojim valjarjem naprej bi jaz rekel, ampak hvala Bogu, tako kot pri kanalu C0, se je pri njegovem poskusu, da bi vse stanovanjske soseske v Ljubljani morale plačevati parkirnino, našla civilna iniciativa, ki se mu je postavila po robu, podobno kot se mu je postavila po robu civilna iniciativa tudi pri gradnji oziroma pri poskusu gradnje garažne hiše. Se pravi, v zadnjih 4 letih smo priča, da se Zoranu Jankoviću čedalje več ljudi upira, čedalje več civilnih iniciativ ustraja na svojem. Vse so se mogoče že tudi prej kdaj kakšne civilne iniciative našle, ampak so, tako kot so vznikle, tudi zamrle. Sedaj pa smo priča civilnim iniciativam, ki grejo do konca in se Zoranu Jankoviću ne pustijo. Tako da jaz bi prosil, spodbudil vse, ki ste iz Ljubljane, da še danes ali pa jutri, se pravi jutri je četrtek, 28. maj, oddate podpis proti parkirninam, Jankovićevim parkirninam po ljubljanskih stanovanjskih soseskah. S tem boste zaščitili najprej sami sebe, da vam ne bo treba plačevati parkirnin, da vam ne bo Zoran Janković odvažal avtov z pajki in tako naprej. Hkrati pa boste tisti, ki seveda ne podpirate Zorana Jankovića, s tem naredili eno veliko dejanje, kako upora proti Zoranu Jankoviću in dejanje,
ki bo zelo, zelo pomembno za to, da se bomo Zorana Jankovića na naslednjih volitvah, da ga bomo odstavili in da bomo dobili novega župana. Tako da vse res lepo vabim, da oddate podpis. Tisti, ki uporabljate digitalno potrdilo ali za plačevanje preko banke, ali za naročanje pri zdravniku, ali za upravljanje stvari v zvezi z državno upravo, lahko date to kar od doma preko računalnika. Tisti, ki pa ne uporabljate digitalnega potrdila, pa pojdite, se pravi jutri, do 3 je čas, na upravno enoto na Linhartovi ali pa na Tobačni in oddajte ta podpis. Civilni iniciativi, ki zbira podpise, kaže zelo dobro. Jaz mislim, da ji manjka še nekaj podpisov, ampak če bomo res zdaj skupili skupaj v zadnjem dnevu, sem prepričan, da nam bo uspelo zbrati, oziroma da jim bo uspelo zbrati te potrebne podpise. Tako da jaz to civilno inicijativo, kljub temu, da nisem njen del, z vsem srcem podpiram in, kot rečeno, vse vabim, da oddate podpis. Gospod Klemen Golob, mogoče ta samovolja politika, ko ima moč, da naredi karkoli želi, da dela karkoli želi, ne glede na to, kdo mu sledi, kdo ga opozarja, da zadeve niso v redu. Kako gledate na to samovoljo, ki smo ji bili priča, zdaj konec, kad se tudi pri minuli vladi, ampak pustimo to. Predvsem glede na to, da so pred nami lokalne volitve in bo teh samovolj zelo veliko. Nedavno sem tudi prebral, da občine zelo malo, le 6 občin je za lansko leto prijavilo lobiste, da so lobirali pri njih, pa med njimi ni bilo občine Ljubljana, denimo. Glejte, odgovor je zelo preprost. Za to samovoljo mora biti neka možnost. Ta samovolja mora biti dovoljena in nekdo jo mora slišati, upoštevati in v skladu s tem tudi delati. Jaz mislim, da resnica ni daleč od tega, kar je povedal gospod Primc, glede posameznih tistih uradnih oseb, ki so zaposlene na teh državnih inštitucijah. In ravno to je največja težava. In jaz upam, da bomo s temi postopki, ki jih vodimo, dejansko na koncu tudi s tem projektom C0, ki je do zdaj z mojega stališča najbolj sporen projekt, najbolj nevaren, katastrofalen, ne samo okoljsko gledano, ampak tudi pravno. To je zelo, zelo, zelo slaba izvedba vseh posameznih upravnih postopkov, ki so bili do zdaj. Jaz srčno upam, da bo ta projekt na koncu simbol spoštovanja ustavnosti in zakonitosti. Na koncu, da bo simbol tega, da so človekove pravice temelj vsega, tudi takih tovrstnih projektov. Gospod Primc. Jaz bi želel popraviti napako, ki sem jo prej naredil, ko sem se zahvaljeval. Jaz mislim, da je nujno potrebno se zahvaliti še Ani Bah Žibert, ki bi danes bila z velikim veseljem tukaj z nami, pa žal ne more biti, ker ima sejo v Državnem zboru. In sicer to, kar je naredila njena komisija v Državnem zboru, se pravi informacije, ki jih je razkrila, dokumente, do katerih je prišla, nam je izjemno pomagalo pri izvajanju naših civilno-družbenih aktivnosti in tudi pravnih aktivnosti. In predvsem pa je, ker so to seveda ljudje gledali po televiziji, te seje od te komisije, izjemno prispevalo k ozaveščanju o nevarnosti kanala C0. Tako da jaz bi se ob tej priložnosti tudi Ani Bah Žibret zahvalil. Hkrati bi pa samo še eno vprašanje postavil. Zakaj mislite, da je Zoran Janković vse to dela? Zelo enostavno. Zato, ker lahko. Če bi to hotel delati Klemen Golob, Alen Selihović ali pa Aleš Primc, ne bi mogli, ker bi nas slejko prej, oziroma ne slejko prej, že na prvi inštanci ustavila pristojna državna inštitucija. Se pravi, ključna zadeva je, da mi državnim inštitucijam povrnemo verodostojnost, da bodo opravljale delo, za katere jih plačujemo. To je ključna zadeva. In ko bodo državne inštitucije opravljale svoje delo, potem tudi kriminalci, kot je Zoran Janković, ne bodo mogli izvajati vsega tega kriminala. Ker poglejte, kriminalci so bili in bodo. Se pravi, Zoran Janković ni prvi, ampak je pa Zoran Janković največji, ki v Sloveniji lahko dela vse, kar hoče. Se pravi, ni večjega kriminalca v Sloveniji, kot je Zoran Janković, ki lahko dela čisto vse, kar hoče. In to je treba preprečiti z delovanjem državnih in občinskih inštitucij. In gotovo boste na to upozorili tudi v ponedeljek na protestnem shodu. Prav gotovo. Spoštovana gosta, gospod Klemen Golob in pa gospod Aleš Primc, hvala za obisko v našem studiu. Želim vse dobro in uspešno borbo naprej. Hvala za povabilo. Hvala tudi vam. To je bilo vse v današnjem pogovoru, ki sem ga pripravil in vodil Alen Selihović. Želim vse dobro. Veliko povemo, tudi z druge strani.